Tereza Schubert raziskuje miceli kot komunikacijsko infrastrukturo. Zanjo pravi, da je World Wide Wood povezava podzemna, preko katere komunicirajo ne samo gline, ampak tudi druge rastline. Za ta projekt je naredila celo serijo raziskav, kako signali potujejo po miceliju. Uporabljajo signale zvoka, se pravi sinusnega zvoka, en ton, ki potuje po teh micelijih. V tej študiji je raziskovala različne vrste micelijev, v tem primeru jih je 5, in za vsakega naredila potem digitalno simulacijo rasti te komunikacijske mreže. Tako da imamo zdaj na tej razstavi nekako možnost spoznati in razumeti, kako se to omrežje med različnimi rastlinami in med različnimi fungi v gozdu razvija in kako komunikacije po teh podzemnih mrežah potekajo. Obiskovalec ima možnost, da interaktivno raziskuje posamezne oblike micelijev in s tem pridobi predstavo in nekakšno izkušnjo, kakšen organizem pravzaprav to je. Gre namreč za največji organizem na svetu, za mrežo, ki se razteza lahko kilometre in kilometre daleč in ki s pomočjo nekih biokemijskih procesov dejansko prenaša informacije iz enega konca, recimo gozda, na drugi konec gozda, kjer si različni organizmi, predvsem rastline in fungi, pa tudi alge, sporočajo o potencialnih nevarnostih oziroma kdo bi vedel, kakšne informacije jih vse zanima. Skratka, informacije po tej mreži tečejo in skozi to izkušnjo te razstave dobimo predstavo, kako naj bi ta veliko gozdno medmrežje pravzaprav izgledalo. S to interaktivno konzolo lahko s pomočjo gibov, ki jih zaznava kamerca oziroma 3 kamerce, premikaš na projekciji simulacijo posameznega micelija in hkrati s tem premikanjem oblikuješ tudi zvok, ki ga je ona uporabljala, ko so raziskovali ta micelij. Tako da dobiš nek nehaptični občutek, ker gre namreč za simulacijo, tudi ne premikaš, ne uporabljaš rok, tako da bi v roke micelij prijel, ampak samo z gibi, se pravi z nekimi navideznimi prijemi, zasuki, vrtenji roke, vrtiš tudi micelij v tem virtualnem prostoru, ki je sam simulacija virtualnosti celotnega projekta, ker pri vseh teh študijah, ki jih je ona imela oziroma ki jih je ona opravila, gre v resnici za predpostavke in za senzibiliziranje ljudi za te možnosti, da ta micelij oziroma da ta network, to mrežje dejansko tudi deluje. Skratka, nič ne dobimo konkretnega v roke, razen nekega občutka, ki ga dobimo s to predstavo in s to koreografijo premikanja roke po zraku, ki deluje, kot da bi z neko gesto čaranja priklicali pred sebe nekaj, kar naj bi bilo.